družine in pravice otrok. Sporočilo. Lepo pozdravljene, drage prijateljice in prijatelji resnice, pravice in države vladavine prava. Mi smo zato, da vladajo pošteni zakoni, ne pa pokvarjeni sodniki in politiki. Ena velika zahvala Franciju Kanglerju. Franci! 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 To je človek, ki je pretrpel od slovenskega sodstva toliko, da se mu čudim, da je sploh še živ. Ampak on ne samo, da je živ, on je našpičen, on je pripravljen na boj, ampak ne na boj zase, ampak na boj za vse nas. Hvala ti, dragi Franci, hvala ti, da te poznam in hvala, da si tudi moj zgled. Sedaj pa pogledajte moje glavno sporočilo. To je stvar, ki me vleče v to, da javno delujem. Slovenija nujno potrebuje več otrok. Če ne bomo imeli bistveno več otrok, bom rekel kar, če ne bomo imeli vsaj 3 otroke na družino v naslednjih 10 letih, nas Slovencov v naslednjih 50 letih, takih kot se danes poznamo, ne bo več. Jaz vem, da mnogi med nami nismo več v taki starosti, da bi lahko prispevali k temu, da bi sami imeli več otrok. Lahko pa spodbudimo naše otroke, naše vnuke, da jih imajo in pa predvsem lahko jim pri tem pomagamo. Tako da vas lepo prosim, pomagajte svojim otrokom in vnukom, da bodo lahko imeli čim več otrok in volimo na naslednjih volitvah tiste, ki bodo sprejeli ukrepe, da bo Slovenija polna življenja, polna otroškega vrveža. Hvala lepa, vsem hvala, da ste prišli in srečno pot domov. Hvala lepa. S tem zaključujemo današnji protestni shod. Pri tem bi se rad še enkrat najprej zahvalil vsem, ki ste kakorkoli sodelovali pri tem, da je ta shod organizirano, uspešno, množično, kakovostno, vsebinsko minil. Rad bi se lepo zahvalil patru Edvardu Kovaču za darovano mašo za domovino. Vsem tistim, ki ste kjerkoli po terenu ali v vodstvih političnih strank, civilnih iniciativ, društev ali gibanj tako ali drugače sodelovali. In kot je bilo rečeno, torej hvala vsem, to ni konec, ampak začetek. Nov začetek. Te zahteve, ki so tudi v peticiji, ki jo prosimo podpišite ob naših stojnicah, dajemo vladi in vsem pristojnim. Naša želja ni rušiti, ampak graditi. Ne biti proti, ampak biti za. Želimo se pogovarjati z vsemi, tudi z vlado, tudi z ministri. Iščemo rešitve, ki bodo najboljše za Slovenijo. Hočemo zgraditi Slovenijo, kakršno smo si zamislili in vanjo verjeli, kot smo jo gradili pred 30 leti. Zato najkasneje 8. februarja v soboto na kulturni praznik se bomo ponovno srečali tu pred Prešernovim spomenikom, če do takrat ne bodo uresničene zahteve, ki so na tej peticiji. Če pa vlada in Sova ne bo, če Sova ne bo nemudoma predala dokumentov, ki jih od nje kot od varnostno-obveščevalne službe zahteva pristojna parlamentarna komisija, če jih ne bo predala, to pomeni, da je to poskus začetka državnega udara. In v tem primeru, če do torka, ko je sklicana seja pristojne komisije, ti dokumenti ne bodo v rokah komisije, se bomo zbrali tukaj pred tem spomenikom danes teden, v četrtek. Kaj bomo pa še sicer organizirali po Ljubljani, bomo pa sporočili naknadno. Torej, hvala in srečno pot domov.